Čau, nekaj časa se nismo videli, a brez skrbi, zdaj se res lahko vsako sredo spet nadejate akcije. Filmske akcije seveda, in ker smo bili na krajši pauzi, vam moram najprej postreči z nekaj novicami iz preteklih tednov, potem pa bomo preverili, kaj se je dogajalo na mednarodnem festivalu LGBT filma in kako bo v prihodnjih 2 mesecih s premierami slovenskih filmov, ki se obetajo. Ker predvidevam, da ne gledate samo Megafon TV, je do vas mogoče že prišla novica o krčenju sredstev na Radioteleviziji Slovenija, ki naj bi se udejanila letos. 20. decembra so se pri Društvu režiserjev Slovenije zato odzvali na krčenje sredstev, ki mu ne bo ubežal niti kulturno-umetniški program RTV Slovenija, kar pomeni, da bi lahko zaradi varčevanja nastradal eden največjih fondov, ki filmarjem v Sloveniji omogoča snemanje igranih ter dokumentarnih filmov in serij. Od tedaj pa do danes je prav zaradi krčenja že odstopil eden od članov uprave, Simon Kardum, nekdanji direktor Kina Šiške, ki je dejal, da se na tak način javna hiša ne more rešiti iz svoje zagate. Društvo režiserjev Slovenije pa je šlo še korak dlje. V javnem pismu je izjavilo, da je vodstvo RTV Slovenija že večkrat opozorilo, da svojega poslanstva ne izpolnjuje v celoti in da je potreben resen premislek o njenem delovanju. Verjamejo, da bo nižanje sredstev, citiram, brez vsakršnega dvoma povzročilo kvalitativen in kvantitativen zdrs na povsem nesprejemljivo raven. Konec citata. Finančni načrt, ki so ga potrdili na TV Slovenija, namreč napoveduje osiromašenje vsebin. Občasno bodo uredništva združila moči v oddaji za mlade. Iz agencijskih materialov bodo pripravljali novo serijo oddaj z področja svetovne kulture, umetnosti in znanosti, no manj bo tudi premiernih oddaj, napovedujejo pa sicer novo lastno nadaljevanko, ki jo bodo realizirali v manjšem obsegu kot lani. Bodo pa kot koproducenti pomagali realizirati tudi neko drugo igrano nadaljevanko. In če imam prave novice, naj bi šlo za kriminalko. Toliko za enkrat o tem, bomo pa dogajanje zagotovo spremljali tudi sproti. Nekje v času, ko se je govorilo o finančnem načrtu, pa je v Ljubljani potekal tudi najstarejši filmski festival v Sloveniji, festival LGBT filma. Festival slovenskega filma se je kot teden slovenskega filma resda začel že v 70. letih preteklega stoletja, a uradno obstaja od leta 1998. Festival LGBT filma, ki je nastal kot festival gejevskega in lezbičnega filma, pa je svojo pot začel leta 1984, kar pomeni, da gre tudi za najstarejši festival LGBT filma v Evropi. In da je bila otvoritev še bolj slavnostna, so nam postregli z drag šovom mariborskega kolektiva House of Vulva. Ni pa vse potekalo povsem gladko. Kljub temu, da smo že leta 2024, so na dan odprtja festivala nestrpni mladeniči strgali mavrično zastavo z vrat Kinodvora in jo zažgali. Akcijo so poskušali ponoviti še enkrat kasneje v tednu, a so jih uspeli organizatorji ustaviti. Tudi sama sem bila priča homofobnim izjavam nekih najstnikov, ki so svoj ego pred vrati Kinodvora pumpali na podlagi sovraštva do drugih. Pri tem pa seveda ne pozabimo, da je po skupni raziskavi univerz v Essexu, New Yorku in v Kaliforniji iz leta 2012 dejansko moč dokazati, da so homofobi najverjetneje prikriti homoseksualci. Tako da, dragi razbojniki, če slučajno gledate, že dolgo ni več v modi, da bi svojo simpatijo pritegnili s cukanjem za kitke. Če bi na festivalu pogledali kakšen film, bi morda dobili idejo za kakšno bolj prefinjeno osvajalno taktiko. Kakorkoli, letos je festival potekal v več mestih po Sloveniji, kot so Ptuj, Maribor, Bistrica ob Sotli, Idrija, Koper, Slovenj Gradec. Filme pa so predvajali tudi v Trstu. Kot vsako leto pa so pred festivalom organizirali tudi natečaj za najboljši kratki slovenski LGBT film.
Kaj vaju navdihnilo za ustvaritev tega filma? Dober večer vsem. Najprej bi se rad zahvalil strokovni žiriji za izbor filma in za podelitev same nagrade, tako da so res vesela za to nagrado. Moram povedati, da je film nastajal zelo netipično, produkcijsko, tako da vse je nastajalo sproti, skupaj. Hui Ching Wong je seveda ilustrirala in še preden sem se zavedel, pravzaprav sem že animiral in skupaj so seveda režirala, tako da najprej sem mislil, da bo šlo za neko kratko animiranko, ampak več risb, ko je nosila, več slik, ko je slikala sproti, bolj sva, oziroma tudi sam ugotovil, da nastaja to nek res projekt. Kot se reče v improvizacijskem gledališču, dajmo to videti. Če zgodba o popotnici in pisateljici Almi M. Karlin, ki je bila rojena, kot je rekla sama, 100 let pred svojim časom, še ne poznate, vam predlagamo branje biografski strip, ki sta ga pred leti o njej naredila Jakob Klemenčič in Marjan Pušavec. Kaj ima njeno razburljivo življenje opraviti z LGBT skupnostjo, pa vam razkrije konec, ko Alma po popotovanju okoli sveta pristane spet v zahojenem Celju, kjer na srečo spozna življenjsko sopotnico Tejo oziroma prijateljico, kot ji sama pravi, s katero sta si delili tako veliko ljubezen, da so jo celo skupaj pokopali pod istim drevesem. A brez skrbi, niso bili vsi filmi na festivalu tragični, nekateri, tako kot otvoritveni, so bili prav navdihujoči. Poleg kratkega filma sledi še celovečerni film Vener in učinek. Tukaj mi je Brane Mozetič, ki takole že dolgo piše otvoritvene tekste, napisal tudi tedaj osebno pripoved o tem, kako si se prvič zaljubila v žensko. Tako da sem se odločila, da vam to zaljubljenost prihranim. Bom pa takole povedala, no. Namreč jaz prihajam iz ene take vasi, kjer marsikdo še ni slišal za geje in lezbijke, kaj šele, da je to cela skupnost. No in potem sem na srednji šoli takole začutila, da bi morda rada pristopila k enemu dekletu. In sem nekako izvedela, da obstaja ena lezbika in to je bila edina lezbika tam daleč naokrog, lezbika iz Zagorja. Tako da sem morala iti v Zagorje k tej malce starejši lezbiki po nasvet in seveda jaz si povem, kako ne jaz zdaj osvojim to punco, kaj ne rečem, kako ne jo pogledam, ne? In ona meni, Špela, ti jo sam ful dolg glej v oči. Tako da si lahko predstavljate, kako so izgledali te zmenki potem. In nekaj takšnega se je zgodilo tudi v filmu Vener in učinek. Dekle s podeželja spozna, da namesto fanta ljubi nenavadno dekle, ki se je nedavno priselilo iz mesta. Jeg mødte Sebastian nede i byen. Han sagde, I ikke er sammen mere. Nogle gange er det også meget godt lige at tage en lille pause fra hinanden, hvor man lige kan bare sådan mærke. Jeg har så mødt hinanden. Nå, er han her fra byen, eller? Han hedder Andrea. Andreas? Andrea. Andrea er en meget speciel pige. Jeg er faktisk naturen på recept. Altså mod stress. Var det egentlig med til bryllup? Hvorfor tror du, der står Venus på hendes nummerplade? Fordi fisse var taget. Meget godt scoret. Du skal mime noget, jo! Det gør jeg også. Jeg kan altså godt selv vælge sin familie. Hvorfor kan min kærlighed til mine venner ikke gælde lige så meget? Men det er ikke det samme. Jeres mor vil skilles. Ej, det er simpelthen for tarveligt, Claus.
Der er ting i mit liv, som ikke handler om at være en familie. Din lille kernefamilie er gået i stykker på grund af mig. Og jeres mor vil gerne have nogle børnebørn. Skulle hun kaste op? Ja, hun kan i hvert fald ikke være gravid, jo. Du behøver altså ikke påtage dig en eller anden særlig identitet. Man kan ikke eje hinanden. Kun naturen ejer os. Men jeg vil gerne være en familie. Jamen, det er vi jo også. Så vil jeg lade dig vokse vildt. Film Vener in učinek boste verjetno težko videli kje drugje kot na spletu, zato pazite, da ga ne zamešate z znanstveno-fantastičnim filmom z istim imenom, ki v kinematografe prihaja letos. Kaos tu ostaja le na nivoju družine, z vsemi pritiski družbe, ki si jih morate zamisliti. In prav pritiski družbe so ključno vplivali tudi na trans osebe, ki so svoje zgodbe delile z režiserko Milino Trišić, ki je ustvarila dokumentarni film Ex-You. Kad sam krenula u prvi ove osnovne, tad sam ja primetila da sam ja malo drugačija, nešto drugo. U razredu sam celo vreme družila se curama. Dečaci me znači apsolutno nisu zanimali. Ja dečake vidim, ne vidim. Moja prva sećanja sa 4 godine su bila tada, znaš, družila sam se sa devojčicama iz komšiluka, pravili smo baš te kolačiće od blata ili šta već. Nisam nešto ni ja trčala za tom loptom, nisam se igrala rata sa dečacima, meni je to bilo bez veze. Pa sa nekih 6 godina sam prvi put primijetio da nešto nije kako treba u mom odrastanju. Jer sam ja do tad mislio da sam isti kao ostali dječaci. I pošao sam i pitao sam, majko ili tato, zašto ja ne mogu da radim što i drugi dječaci? I da su mi rekli zato što si djevojčica. Sve kad smo bili mali, bila je ta fora kao kad prođeš ispod duge, postaćeš devojčica ili ako si devojčica, postaćeš dečak. Tako kad god vidim dugu, ja sam trčala besomučno kao klinka, kao debil neki. Najviše bi bila sretna kad bi uspela da se operiše. Bila bi srećna kad bi se transformisala, ostala bi u Srbiji da živi možda. Nedugo posle operacije ja sam saznao da sam imao tumor jajnika i materice, koji bi, da se nisu na vrijeme izvadili ti reproduktivni organi, bi bio koban po moj život i nekako spasio sam 2 puta sebi život u jednoj operaciji. Nisam ni mogla da zamislim da ću ja nakon 20 i kusur godina isto to da uradim, da ću proći ispod duge na jedan drugi način. Uspavaju te, probudete i ti si onda devojka. Kot gostja se je festivala udeležila tudi Helena Vuković, nekoč znana kot Major Vuković, a so jo v Srbiji ob novici, da bo spremenila spol, iz vojske predčasno prisilno upokojili pol ure potem, ko je to povedala svojemu nadrejenemu. Ker v filmu niso jasno prikazali, ali je vojsko na to zaradi diskriminacije tudi tožila, sem jo o tem povprašala na pogovoru po projekciji. Sad se tužite, to već traje. Imate vremena da čujete tu priču. Kako to već u Srbiji ide? Desi se taj slučaj i mi podnesemo krivičnu prijavu protiv ministra odbrane zbog diskriminacije. Pored ove komisionera mi podnesemo i krivičnu prijavu u sudu. Najniži sud se oglasi nenadležnim, viši sud u roku 2 dana odbije, mi na apelacioni posle 3 dana odbije i mi predamo Ustavnom sudu. I to se kao krčka 2 godine. Ali kako smo mi to predavali, tako su se meni javljali advokati da me pro bono besplatno zastupaju. Pa i čuveni jedan advokat Sead Spahović, reći javno ime, da, i ja samo pitam kada će više taj predmet, da li će nas odbiti ili neće, zbog Strasbura, da se žalimo dalje. 2017, 2018, 19. godina, niko se ne javlja. I sad počinje korona 2020. Zvoni meni telefon, zove taj advokat, moj Peđa Vasović, osnovni advokat, prvi, i kao, ja da ti kažem, rekao si provjeruje šta je bilo sa Ustavnim, pa to i hoću da ti kažem, šta, 2017. godine je došla pošta na Seada Spahovića, on je to zaboravio da mi da i eto, prošlo 6 mjeseci nema pravo žalbe Strasburu.
A sve to vreme se taj advokat meni hvalio kako on odličan advokat, kako je nekog tipa koji je pao za 8 kg heroina, sredio mu je samo na nogicu 6 mjeseci i to. Pitam se, da li je bilo trgovine između države i advokata? Tako da u tom momentu shvatite, i onda ja na kraju više ne znam, nikad nisam dobila taj papir. Pišem ja pismo u Ustavnom sudu Srbije, da mi se dostavi primjerak moje rješenja. Nakon mjesec dana dobijem odgovor: poštovana gospođo Vuković, ne možemo da vam pošaljemo rješenje zato što je tužbu podneo gospodin Vuković, a ne vi, a mi smo rješenje poslali zastupniku gospodina Vukovića. Tako se rešila moja tužba protiv države nakon toliko godina. To je Srbija. Isto tako, privatnu tužbu sam podneo protiv ovog Gašića, koji je 8 puta se nije pojavljivao na suđenjima, 9. put se pojavio za 3 bodyguarda, tad je bio direktor ove Secret Agency DBA, ili kako ga hoćete nazvati, tajne policije, i došao na sud, ustao i rekao: jeste, izjavio sam to i nemam nikakav osjećaj krivice. A sudija nastavlja: i ne želite ništa više da spitam, ali tako? On je rekao: ne želim. Za 15 minuta je završeno ročište, završna reč, doneta je presuda da se Gašić Bratislav oslobađa krivice zato što je to izjavio vršeći svoju političku dužnost i nije kriv, a Helena Vuković se obavezuje da plati troškove suđenja. To je, tad jedno možete početi da se smijete i ništa više. I samo kažete: ma terajte se. Na festivalu, ki je potekal v Kinodvoru in Slovenski kinoteki, je bilo sicer zanimivo opazovati, kako so gejevski filmi večinoma privlekli več obiskovalcev kot ostali filmi. Posebej je navdušil francoski film Nehaj že s temi lažmi, ki je bil posnet po istoimenskem romanu Philippa Bessona in v katerem vlogo igra tudi Victor Belmondo, vnuk razvpitega Jean Paula. Poleg tega pa v njem nastopa še mlad francoski igralec Julien de Saint-Jean, ki smo ga lahko ponovno videli v vlogi mladega geja, ki si noče priznati svojih spolnih nagnjenj, zato se zateka k nasilju, celo nad tistimi, ki jih ljubi. Ljubezen se tako porodi tam, kjer se je začelo nasilje. Podobno vlogo je odigral sicer tudi v še enem sorazmerno svežem filmu, ki ni bil na festivalu, je pa bil v distribuciji lani jeseni in se imenuje Paradiž. Le da se Paradiž odvija v priporu za mladoletnike. Nehaj že s temi lažmi pa na idiličnem francoskem podeželju. Poglejmo torej prikolico za film Nehaj že s temi lažmi. Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Bonsoir, enchanté. Votre nom? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il n'y en a pas eu 150, hein, c'était mon père, je pense. Vous le connaissiez bien? Comme ça. Il faudra dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où s'illuminer, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.
Ok, toliko o festivalu LGBT filma, skočimo nazaj ali naprej v leto 2024, v katerem se obeta kar nekaj novih slovenskih filmov, ki se jih zelo veselim. Pričakuje se namreč tudi kar nekaj prvencev režiserjev, ki so se s svojstvenim izrazom izkazali že na področju kratkih filmov. Ta val se je začel že z v prejšnji oddaji napovedano romantično komedijo Kaj pa Ester. Že 24. januarja pa bo v kino denimo prišel film, ki s trailerjem zelo obeta. Izgleda kot film ceste, kot komedija, ki se meša s kriminalko in prihaja izpod rok Žige Kukoviča, ki ga najbolje poznate uporabniki TikToka in Instagrama. Svoje zabavne vsebine pa objavlja tudi na kanalu na YouTubu. Poznate ga morda pod vzdevkom Kuksala, napovednik za Gepek oziroma Gepek pa izgleda takole. Bam! Bi rad bil tepen za dobro jutro. Jaz sam koji čakam, da se fuknemo voda, res. Da vidim sliko, zakaj to? Ne, to je za spomin. Še videl pol na koncu vse skupaj. Na festivalih pelem žurat. Mi gremo isto na festival. Kjer festival pa? Festivalka, Valovi postal. Najslabše primer, vzajmo 2x. Da nisi podala, kaj sabo imam. Si videl že, kdaj je tole? Ni šans. Jaz grem za to lahko v zapor za 5 let. Lahko samo grem, pa nisem nič videl. Se ti zdi, da imaš izbiro? Ste fucking resen, drago. Ja, bi šla rada z njim. Pejt z njim. Sploh se ne sekirati. Pali. Kaj vozi, policija bo klical. Daj pizda. Vse ni čuda, pizda mater, ko sam zmel malo smo jutro pelinko spili, vi pa nekaj smutije žerete, pizda mater, vi te odriske crknili. Kaj je? Niste me nikoli kurco, ali pa? Jaz sem skozi kurco. Ta ti je bila dobra. Idete na festival, švercate drogo. Njemu ništa. No, manj, To bo fucking pizdarja. V bistvu, kaj je bilo? Ozrimo se malo še po starejši generaciji, brez zamere. Posvetimo se še filmu režiserja, rojenega leta 1968. Upam, da to že šteje za starejšo generacijo. Od Žige Kukoviča je gotovo starejši. Nenazadnje pa smo ravno pred 3 leti gledali dokumentarni film Septembrska klasa, ki je pričal o tem, kako so včasih služili vojsko na otoku Vis. Gre torej za režiserja, ki je moral še služiti vojaški rok. Poleg običajnih vojnih zgodb nam je v tem filmu postregel še s tistim neodtujljivim občutkom samote, puščobe in nekega skritega občutka, ki nakazuje, da je bil to en tak goli otok za 18-letne mulce, hkrati pa neizčrpen vir zgodb za dolge zimske večere. Med Šterkove bolj odmevne filme sicer sodijo še Express iz leta 1997 ali pa Ljubljana in oglaševanje iz zgodnjih 2000-ih. No, v Šterkijadi se, tako kot v prejšnjem filmu, režiser ozira nazaj v svoje življenje. Gre namreč za intimni portret njegovega očeta, moreplovca Jureta Šterka, ki je leta 2009 izginil med potovanjem po Indijskem oceanu. Jure Šterk je postal prvi Slovenec, ki mu je samemu uspelo objadrati svet, in to na jadrnici, dolgi samo 6,5 metra, kar je izjemen dosežek, ki je uspel le redkim na zemeljski obli. Non-stop sam okoli sveta. Najstarejši človek pa z najmanjšo jadrnico, ki bi mu to kdajkoli ratal na svetu. Kje si? A je to možno, da si kar šel? Kaj, jaz ne te pa spet čakam? Doma, sama, v strahu, mesece, leta. Jure, ampak zdaj je tranzit Urana čez natalni Mars v 8 hiši. To niso dobri aspekti. Vojka, jaz moram paziti na veter, ne pa na Plutona in tvojo astrologijo. Pas nase. Ti pa na mamo. Jure se že 5 dni ni javil. Ponavadi se slišva na vsake 2 dni. Jure, javi se, Jure, javi se. Jure, javi se, Jure, javi se. Ti nisi normalen. 3 leta si jedel te konzerve, ki si jadral okoli sveta in prideš dam in kaj spet kuhaš? Te iste konzerve. Ja, pa kaj moram, če je res dobro?
Po domače povedano gre za film poln jeze, kjer si je režiser Igor Šterk po eni strani upal iti v razkrivanje svojega intimnega pogleda na družinske odnose, po drugi strani pa se zdi, da nam je pri tem marsikaj zamolčal. Potem, kar nam je po filmu povedal eden glavnih protagonistov, pa se zdi, da so se nazadnje odločili izbrisati eno od scen, ki bi lahko bila med najbolj markantnimi. Zdaj se film večinoma namreč odvija v dnevnih sobah. In čeprav dobimo občutek, da družina med seboj preživlja veliko skupnih trenutkov, jim ti v resnici niso tako prijetni. Tudi liki žal niso najbolj razplasteni. Skoraj bi upali, da bo režiser do prikaza svojega lastnega življenja malo bolj kritičen. A pustimo igralcu Jerneju Gašparinu, ki je režiserja Igorja Šterka upodobil, da sam pove več o ozadju nastajanja filma. Torej, videli smo te v vlogi človeka, ki je režiral film. Verjetno si se prvič znašel v taki situaciji. Je bilo zaradi tega mogoče kaj bolj zahtevno? Kako si se pripravljal na vlogo? Ja, v bistvu je bilo to kar za Igorja in zame zahtevno. Za oba je bilo to. V bistvu prvi slovenski film je v taki kombinaciji, da so v bistvu, da jaz igram režiserja oziroma da je avtobiografski. Po resnici povedano, v bistvu so bile že audicije zelo zahtevne, oziroma smo imeli 4 kroge in že takrat smo v bistvu našli eno pot. V bistvu na audiciji smo dobili že ene 3 zelo močne monologe, ki smo jih morali pripraviti. Vodila jih je Mateja Koležnik. In jaz se niti nisem upati, da bi lahko se Igor odločil zame, ker je seveda to ena zelo intimna odločitev. Ampak potem, ko sem bil sprejet, sem pa bil zelo vesel in čutil eno hvaležnost. In v bistvu sem si želel samo to od celega projekta, da bi na koncu lahko Igor rekel, da podpiše ta film oziroma tudi sebe. Ne? In je podpisal, tako da sem zelo vesel. Ja. Pa si ga že prej poznal? Slabo, mislim, poznal sem ga tako iz filmske srednje, poznal sem njegove filme, pa parkrat smo kje se zasedeli pozno v noč, pa kaj poklepetali, ampak kaj več od tega pa ne. Bil je pa na audicijah, ne. To pomeni, da v bistvu je tako hvaležno, nehvaležno, imaš človeka, ki ga moraš igrati, ga imaš tam, ga lahko malo opazuješ, po drugi strani te pa on ocenjuje, ne. In tako. Potem si ga verjetno bolje spoznal, si spoznal mogoče tudi njegovo mamo. Kako si odkrival, kakšen je bil toliko časa nazaj? Ja, z mamo se nisva srečala, se je srečala samo Silva. Bil sem pa v njenem stanovanju, pa slišal sem ogromno zgodb. Igor je tudi odličen pripovedovalec zgodb in teh zgodb je bilo res veliko in tudi zelo intimnih zgodb. Tako kot je ta film, se mi zdi zelo ga Igor brezkompromisno spisal, za kar sem v bistvu, ne jaz, ampak smo mu lahko hvaležni, ker je verjetno težko tako brezkompromisno, tako intimno zgodbo dati na papir oziroma na platno. Pa nam lahko zaupaš še kakšno zgodbo, ki je na filmu ni moč videti? Recimo, snemali smo en prizor Šrilanke. V smislu, ko jaz nekako ne bi priletel do očeta in mu prinesel nek denar ali neke dele za motor. In to smo snemali v bistvu v Krški jami. In noter so naredili fenomenalno svetlobo, 1000 sveč, en menih je tam, v bistvu je bil to budistični tempelj. Ne? In tam sem imela z očetom neke razgovore. Mraz je bilo tako, da v bistvu jaz sem imel žabe pod kratkimi hlačami, ki sem jih potem pred tekom hiter gor potegnil. In tistega snemanja ne bom pozabil. No. Žal pa se kasneje ni uvrstil v film zaradi montaže in zaradi same dramaturgije. Kaj pa sicer vsi ti dnevniki, fotografije, ki jih vidimo? So to originalni dnevniki, originalne fotografije? Ja, so. V bistvu, že na prvi audiciji nas je Igor presenetil z eno improvizacijo in sicer nam je dal original škatlo, ki jo je on dobil z Ministrstva za zunanje zadeve iz Avstralije in nam dal, da naredimo improvizacijo in odpremo to škatlo in pogledamo, kaj v njej. In v tistem trenutku me je tako prešinilo, tukaj gre pa v bistvu zelo zares, ker mi se ukvarjamo s fikcijo, ampak tukaj pa v bistvu padeš v neko
hecno dokumentarnost in po eni strani ne smeš delati v rokavicah z materialom, ker nima to nobenega smisla, po drugi strani pa sem zadobil eno ogromno spoštovanje, ker sem začutil, da to je ta material, to je ta škatla, ki je v bistvu not so predmeti od Jureta Šterka in je tako. Postane stvar zares. Kaj pa znajdeš se tudi na nekem snemanju filma v samem filmu? Katero snemanje oziroma katero prizorišče snemanje pa naj bi to bilo? Ne bi bila Ljubljana. Snemanje filma od Igorja Ljubljana. Ne? In tudi DOP je isti, kot je bil pri Ljubljani. Sicer sam tudi jadraš? Sem jadralec, ampak ko sem snemal film, še nisem imel izpita, pa sem ga pa naredil. Evo. In sem že peljal družino jadrati takoj naslednje leto. Tako da zdaj sem tudi uradno jadralec. Ja. Toliko za danes. Ponovno se vidimo prihodnjo sredo ob 20. na Megafon TV ali, če vam termin ne ustreza, na YouTube kanalu Megafon TV. Se vidimo. In akcija.